Bog, naš Oče, svojemu ljudstvu si vrnil duhovno mladost, zato naj se nenehno raduje. Kakor se sedaj veselimo dostojanstva posinovljenja, tako naj tudi v trdnem upanju pričakujemo dan veličastnega vstajenja. Poprosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prisluhnimo Božji besedi. Prvo berilo. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Peter rekel ljudstvu: Bog Abrahamov in Izakov in Jakobov, Bog naših očetov, je poveličal svojega služabnika Jezusa, ki ste ga vi izdali in zatajili pred Pilatom, ko je ta že razsodil, naj bo oproščen. Vi ste svetega in pravičnega zavrgli in si izprosili pomilostitev ubijalca. Začetnika življenja pa ste ubili. Toda Bog ga je obudil od mrtvih in mi smo temu priča. Božja beseda. Drugo berilo. Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili. Če pa že kdo stori greh, imamo pri očetu zagovornika, Jezusa Kristusa pravičnega. On je namreč spravna daritev za naše grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za ves svet. In iz tega vemo, da ga zares poznamo, če izpolnjujemo njegove zapovedi. Kdor pravi, poznam ga, pa se njegovih zapovedi ne drži, je lažnivec in v njem ni resnice. V tistem pa, ki se drži njegove besede, je Božja ljubezen resnično postala popolna. To je Božja beseda. Aleluja, Gospod Jezus, razkrivaj nam pisma, vžgi nam srce, ko govori z nami. Aleluja.
Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta prepoznala Jezusa po lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je Jezus sam stopil mednje in jim rekel: mir vam bodi. Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potiplite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz. Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: imate tukaj kakšno jed? Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. Nato jim je rekel: to so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas. Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni, o Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih. Tedaj jim je odprl da so doumeli pisma. Rekel jim je: tako je pisano, Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči. Poslušali smo Kristusov evangelij. Ena ključna beseda se ponovi danes dvakrat, v prvem berilu, pa potem zdaj še v evangeliju, namreč beseda priča. Priča. Učenci so poklicani k temu, da bi bili priče tega, kar so videli, da bi o tem, to, kar so videli, kar so izkusili, da bi o tem najprej premišljevali in da bi potem o tem tudi govorili. Da ne bi bili tiho, ampak da bi o tem lahko pripovedovali vsem, da bo lahko novica o tem, kar se je zgodilo, prišla do vseh. To ni naloga samo apostolov, ampak je pravzaprav naloga nas vseh, vsakega Jezusovega učenca. In vidimo, kako učenci v evangeliju to vzamejo zelo, zelo resno. Zakaj je treba govoriti o tem? Mogoče lahko še razumemo, da je vstajenje res nekaj posebnega. Da nekdo vstane od mrtvih, to je res nekaj posebnega. Ampak Jezus jim naroča tudi, naj bodo priče tudi njegove smrti in njegovega trpljenja. Zakaj je pa to pomembno? Saj Jezus ni edini, ki je trpel. Koliko ljudi danes jih poznamo, ki trpi, koliko ljudi poznamo, ki je umrlo. Zakaj je treba tudi o tem govoriti? Zakaj je posebnega pri Jezusovem trpljenju in pri njegovi smrti? Posebno je to, da je Jezus eno in drugo, trpljenje in smrt, sprejel iz ljubezni do nas. Posebno je to, da je on to sprejel za naše odrešenje. In apostoli vidimo, apostoli tega v začetku sploh niso razumeli. In ne razumejo in so žalostni. Mislijo, da je bila to napaka. Da je Jezus umrl, se jim zdi napaka v sistemu. Nekaj je šlo narobe. In so žalostni in so nesrečni in ne vidijo smisla. Se jim zdi, kot da vse skupaj je propadlo. Vse tisto lepo in dobro, kar so takrat čutili, ko je bil Jezus živ, vse to se je nehalo in vse skupaj nima več nobenega smisla. In zato tudi novice o Jezusovem vstajenju učenci kar ne morejo sprejeti. Ne paše nikamor. Kako zdaj? Kaj to pomeni? In zato je Jezus tisti, ki mora odpreti, pravi danes evangelij,
jim mora odpreti razum, da bodo lahko razumeli, da je vse skupaj ena celota, da je vse skupaj del Božjega načrta, da Jezusovo trpljenje ni bila neka nesreča, ki se je zgodila mimo Božje volje, ampak da je bila pravzaprav, bi rekel, tisto najbolj polno uresničenje Božjega načrta Božje ljubezni do nas. In ko so učenci nekako to začeli razumeti, so potem lažje razumeli tudi in sprejeli tudi vstajenje. Prvo in drugo, eno in drugo se je zgodilo za nas in za naše odrešenje. In to je tisto, o čemer so bili učenci poklicani, da pričujejo, in o čemer smo poklicani, da pričujemo tudi mi. Na tem mestu naj vas sam še spomnim, danes začenjamo teden molitve za duhovne poklice. Pa se človek danes vpraša, zakaj bi bilo treba še moliti za duhovnike, zakaj potrebujemo duhovnike. A ja, vse mogoče so pa duhovniki tisti profesionalci, ki bodo pričevali namesto nas. Pa je mogoče res dobro, da se spomnimo, da to ne gre tako, da nismo duhovniki, škofje, da mi nismo neki strokovnjaki, nismo poklicni pričevalci, ampak da je vsak od nas je poklican k temu, da je priča. Mogoče prej tega nisem niti sam doživljal tako, ampak odkar sem tukaj na župniji, prej kaplan, zdaj župnik, vidim pa zelo, zelo jasno. Jaz sem se vedno domišljal, da jaz kot duhovnik, jaz bom v resnici v prvi bojni vrsti in jaz bom tisti, ki bom oznanjal. Ampak resnica je ta, da odkar sem na župniji, jaz ne vem, če imam v celem letu dvakrat, morda trikrat priložnost srečati nekoga, ki ni kristjan. Pa še to so bolj ali manj moji sorodniki, drugače pa pravzaprav nimam tega stika. Za razliko od vas, ki imate te stike vsak dan, v šoli, v službi, na ulici, ne vem, v prometu, kjerkoli. Nisem torej jaz kot duhovnik tisti, ki je v prvi vrsti, ampak ste vi ste v prvi vrsti priče in poklicani k temu, da ste priče. Po vas lahko vsi ti ljudje okrog vas slišijo dobro novico. Ne po meni, ki sem tukaj v cerkvi, pa tam na župnišču, pa pri verouku. Jaz govorim prepričani. In v tem smislu pa vidim, kaj pa je mogoče vloga duhovnika. Ne toliko biti v prvi bojni vrsti, ampak biti, bi rekel, nekje v ozadju, podpora vam. Tisti, ki vas lahko morda, vam pomagam, vas usposabljam, vas takole v nedeljo pri maši kdaj nagovorim, spodbudim, spomnim, mogoče kaj razložim, predvsem pa spodbudim in potrdim. Ker to pa verjamem, da vsi dobro doživljamo. Težko je biti vedno znova kristjan. Včasih je lahko, ampak večino časa je pa kar težko. In res je tudi, da drugače pričuje o svoji veri nekdo, ki je vesel, nekdo, ki je zadovoljen, nekdo, ki je ponosen, nekdo, ki svojo vero ceni kot nekaj velikega, kot eno vrednoto. Je to čisto drugače, kot pa nekdo, ki morda niti sam ne ve več, zakaj je kristjan, zakaj je še kristjan. Si lahko predstavljamo, da sta to dva zelo različna načina pričevanja. In ne pričuje se samo z besedo, pričuje se morda predvsem z celotno držo, s prepričljivim življenjem. In tukaj vidim jaz drugo vlogo duhovnika. Predvsem to, spominjati, usmerjati, da nismo kristjani samo v naših besedah, v naših izjavah, ampak da smo kristjani v dejanjih. In to je, se mi zdi, danes vloga duhovnikov in zato je dobro, da za duhovnike molimo
in da molimo tudi za nove poklice, se pravi, da bi se danes tudi še mladi odzivali na ta klic. Pa naj tukaj zaključim z eno mislijo upokojenega nadškofa Stresa, ki ob prvem berilu, kjer Peter govori Izraelcem, jim očita, da je Pilat, ki je bil tujec, ki je bil Rimljan, da je bil bolj pošten in pravičen do Jezusa, kot oni, ki so njegovi rojaki po veri in po narodnosti. In pravi nadškof Stres, da tako, včasih se tudi nam zgodi, da smo do svojih duhovnikov zahtevnejši, bolj kritični, nepotrpežljivi in zato tudi krivični, kakor smo do drugih ljudi. Če si želimo, da bi imeli dovolj duhovnikov in da bi se za ta poklic odločali tudi mladi iz naše župnije, jim moramo pokazati, da smejo računati na podporo, razumevanje, sočutje, sodelovanje in tudi potrpljenje svojih vernikov, če je kdaj potrebno. Torej, da bi znali biti dober zgled, pa da bi znali hkrati tudi razumeti, v čem je danes vloga duhovnikov, da bi znali tudi doma, v domačih okoljih to prepoznavati. To ne pomeni, da ne bomo pokritizirali tisto, kar je potrebno pokritizirati, ampak hkrati, da bi znali prepoznavati, tako kot znamo sami pri sebi in drug pri drugem prepoznati olajševalne okoliščine, da bi tudi o duhovnikih lahko govorili z nekim sočutjem, prizanesljivostjo. To je zagotovo tista drža, ki bo pomagala fantom, ki mogoče čutijo klic v duhovništvo, da ga bodo sprejeli, da se bodo nanj odzvali in bodo lahko tudi na ta način služili cerkvi. To je to.